Lepo pozdravljeni danes na predstavitvi knjige Gala Kirna z naslovom Partizanski protiarhiv o umetniških in spominskih prelomih jugoslovanskega NOB. Knjiga je šla pri založbi Maska letos, začetku leta. Gre pa sicer za prevod iz angleščine, ker je izvirnik izšel v založbi De Gruyters leta 2020. Tako danes v bistvu so z nami avtor Gal Kirn na skrajni desni, potem Bara Kolenc in Ana Hoffman. Izgledalo bo nekako tako, da bo Gal imel neko uvodno predstavitev, nekaj pol ure, bo tudi foto in video material, kakor lahko vidite. Potem bomo šli pa neko diskusijo še z Ano in Baro in potem lahko tudi odpremo malo diskusijo v občinstvo. Preden pozabim, ker vedno pozabim, odzadaj lahko vidite knjige. Tukaj je Galova knjiga, zraven smo dali še knjigo Branislava Jakovljevića, ki je šla lani pri naši založbi z naslovom Učinki odtujitve. Poleg je še revija Maska, številka Jugofuturizem in zadnja številka Policija. Vse to lahko dobite danes po znižani ceni v knjigarni Azil pri vhodu. Ja, no, v bistvu bi kar začel, sem še predstavljam avtorje. Gal Kirn, avtor, to ni njegova prva knjiga. Prva knjiga, če se ne motim, so Partizanski prelomi iz leta 2015, ki je šla pri založbi Sofija. Zdaj sem v bistvu omenil sam najbolj osnovne stvari, ker pač današnji gosti imajo kar dosti referenc in ni dosti časa, da vse to nekako povem. Skratka, 2015 Partizanski prelomi, zdaj je šlo še Partizanski protiarhiv. Kakor lahko vidite, se veliko ukvarja z partizani in Jugoslavijo. Uredil je tudi en kup zbornikov, med drugim Encountering Althusser leta 2013, ki je šlo pri založbi Bloomsbury, potem zbornik Postfordism and its Discontents pri Jan van Eyck Academy leta 2012 in tako naprej. Učil je recimo tudi na Akademiji Jana van Eycka v Maastrichtu, kjer je bil v bistvu raziskovalec, potem tudi na inštitutu Institute for Cultural Inquiry v Berlinu. Bil je tudi podoktorski sodelavec na Univerzi for Humboldt in tako naprej. Potem Ana Hoffman na moji desni je etnomuzikologinja, antropologinja, izredna profesorica na ZRC SAZU in sicer na Inštitutu za kulturne in spominske študije. Področje njenega raziskovanja je odnos med glasbo, zvokom in politiko v socialističnih in postsocialističnih družbah s poudarkom na spominu, afektu in aktivizmu. Med drugim, to sicer ni edina knjiga, ampak verjetno najbolj referenčna za danes, je leta 2015 išla pri založbi ZRC knjiga z naslovom Glasba, politika, afekt, novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji. In še Bara Kolenc, umetnica, performerka, filozofinja, poleg vseh Heglov, Kierkegaardov in vseh teh odmevnih filozofov. Mogoče še najbolj primerno tukaj izpostavim, da je Bara naredila leta 2019 predstavo z naslovom Brina. Predstava pa govori o partizanki Brini, to je njeno partizansko ime, pri čemer je bila ta partizanka aktivna udeleženka NOB in ena od ustanoviteljic partizanskega gledališča, ampak verjetno bo Bara kaj več o tem kasneje povedala. Tako, to so današnji gosti, jaz sem Aleš, jaz sem sourednik založbe Maska, poleg Gregorja Modra, ki je tudi v občinstvu. Tako da Gal, jaz bi ti v bistvu kar prepustil za besedo za predstavitev. Zdravo Aleš, hvala. Pozdravljeni vsi, na začetku naj se zahvalim Alešu, Maski, vsem za to podporo in odlično uredniško delo in podporo ob knjigi, Atriju, Ireni in tudi knjigarni Azil, da nas tukaj gostijo oziroma da sodelujejo pri tej organizaciji, ter diskutantkama, ki mi boste verjetno zastavili kakšne kritične pripombe, vprašanja, se že veselim, ter vsem, ki ste se o tem petku pozno popoldne zvečer odzvali temu vabilu. V sami knjigi je tudi ogromna lista zahval vseh ostalih, ki jih je treba omeniti, lahko preberete v predgovoru. Zdaj bi se pa lotil prezentacije in sicer sem mislil dve točki predstaviti, ker cele knjige in teh 400 strani je malo težko, to je malo nemogoča naloga,
ampak v bistvu neke dva ključna zastavka, se pravi, kako se vrniti danes k nekemu partizanstvu, NOB v politiki, umetnosti, spominu. V tej vrnitvi nisem nek pionir ali pa nek blazen genij, obstaja dosti drugih kolektivov, umetniških, tudi neki politični aktivisti, teoretiki, ki se že rečemo ene 15-20 let v postjugoslovanskem kontekstu ukvarjajo s to temo. In na to nek ne nostalgičen način, bi rekel, ali pa na nek produktivno nostalgičen, pa tudi na nek afirmativen način, kako nastavljati neko dediščino, ki je bila v nekem času recimo enačena z uradno ideologijo nekdanje države, kako to nekako iztegniti ven, ne, da ne ponavljaš nekaj samo vse je bilo fino pa lepo, ampak v bistvu problematizira tudi neko recimo izpetost ali pa neko izpraznjenost antifašistične partizanščine ob koncu, ob izteku socialistične Jugoslavije. Tako da v bistvu to je ena zadeva, zdaj ta protiarhiv, mogoče v slovenščini ni najboljši prevod, to v predgovoru omenjam zaradi tega, kaj je counter-archive, ne, ni anti-archive. V tem smislu ne gre za nekaj, da bi bil jaz antizgodovinar, antiarhivist, ampak gre za neko, recimo, da to alternativno videnje oziroma tudi na eni strani protihegemonski boj, ne, na drugi strani pa zares izdelavo neke zgodovine potlačenih, tradicije, the tradition of the oppressed, kakor bi rekel Walter Benjamin. Se pravi, spomin revolucionarnega nasilja, tudi nasilja vojne, ne, na eni strani to, kar imamo revizijo zgodovine, na drugi strani pa spomin na emancipacijo, spomin na nekaj, ki generira nekaj radikalno novega, nek prelom. Tako da to je v bistvu nek zastavek, tudi če smo bolj akademski v nekih kritičnih spominskih študijah, ki so se zdaj zadnjih 30 let v glavnem ukvarjale z nekim totalitarnim nasiljem, preštevanjem kosti, pa od 80-ih, 90-ih let recimo branjem celotnega stoletja kot stoletja katastrof, ki ga je treba pozabiti. Stoletje v bistvu vojn in tudi revolucijo se pol izvaja samo na nasilje. Nekaj bolj kritična spominska študija pa skuša pokazati na neke momente razsežnosti, emancipatornosti, transformacij, ki so bila imanentna tem revolucionarnim procesom. To je v bistvu neka ta prva točka, ki jo bom malo pokazal, druga točka pa pokazati nekaj tudi umetniških del, političnih momentov, ki so se potem nadaljevali v času socializma tudi in potem, kako se nekako izčrpavajo v postsocializmu. To je nekako skrajšano kazalo, vidite, so 4 poglavja, eno poglavje je to bolj teoretsko, ki bo govorilo o arhivu proti arhivu, proti spominu, oboroženi boj, oboroženi spomin. Drugo poglavje govori o, se pravi, obdobju NOB-ja, druge svetovne vojne in tukaj na nek način tudi polemiziram Miklavžem Komeljem, čigar študija je še vedno po meni ena najbolj dragocenih študij o partizanski umetnosti pri nas, kljub temu, da se je Komelj konvertiral v antipartizana v zadnjih letih, ampak še zmeraj zelo rad citiram in tudi pokažem, da je nek dolg v njegovi vrnitvi v moji knjigi še kako prisoten, samo da sem jaz to neko romantizacijo druge svetovne vojne skušal pol pokazati preko drugih poglavij, da se ta partizanska dediščina ali pa te prelomi po svoje nadaljujejo, tudi v socialistični Jugoslaviji ali pa kako prihaja do nekih odpovedi pa reanimacije v postsocializmu. Tako da pol to postane nekako mini zgodovinska študija teh partizanskih prelomov, če hočete. Tako da to so zdaj nekako te, recimo, da glavna poglavja. Za marsikoga bo mogoče zanimivo tudi eno podpoglavje, kjer polemiziram z Spomenko Hribar kot glavno ideologinjo narodne sprave in v bistvu tudi nek spomenik evropskemu totalitarizmu oziroma
Tako, zdaj pa to je en tak mal daljši citat, ki sem ga hotel vam postaviti, ki mi je, ne vem, tako kot neko vodilo za ta protiarhiv. Zdaj v protiarhivu mi gre v prvi vrsti za mišljenje, selekcijo nekih elementov del, ki artikulirajo nek presežek. Nekaj, kar doprinaša k temu, kar ona dva imenujeta Deleuze-Guattari, spomenik revolucije. Če imaš spomenik revolucije, je že takoj nek paradoks na delu. Reče spomenik nekaj, recimo, da temu kolektivnega, kar ne bi izražal nek družbeni konsens, ki ne bi imel neko funkcijo. Vsak spomenik ima funkcijo pač reprezentacije, nečesa, kar reprezentira v neki družbi. Na drugi strani pa revolucijo, ki pa s tem nekim kolektivnim spominom ali pa z nekim vsakdanjim življenjem tudi prekinja, začenja nekaj na novo, transformira in imaš težko, kako zaobjameš ta dva pojava oziroma te dve entiteti skupaj. Zdaj, če gledaš seveda v neko to avantgardistično zgodovino, politično, kulturno, avantgardistično zgodovino, boš videl, da že kar nekaj časa nazaj se pojavlja nek produktivni ali pa tudi konstruktivističen nastavek, kako spomenik revolucije misliti, ampak tudi kako postavljati že prve spomenike, instalacije. Razmišljamo o Tatlinu, ki postal nek funkcionalistični spomenik, ampak tretji internacionali, se pravi, se obrača v prihodnost. Protiarhiv je nekaj takega, ki sicer mogoče mobilizira neko preteklost, ampak z neko intenco, recimo, da odpira neko alternativno prihodnost. Zdaj, to je nek daljši citat, meni se je zdel zanimiv tudi zato, mislim, tukaj imaš politiko, umetnost in spomin v enem citatu, hkrati govori pa o tem, da revolucija ni nekaj, kar bi bilo irreverzibilno. Se pravi, da imaš nek prelom in to ostane zavedno upisano. Gre za nekaj, kako nadaljevati, kako upisovati ta prelom v institucijah, v umetniških delih, v tudi samem spominu. Se pravi, da imaš neko kritično refleksijo in tukaj, da sam na hitro preberem, to, da uspeh revolucije počiva le v njej sami, natanko v vibracijah, objemih, odprtih, jaz dodajam še prelomih, ki jih je ponudila ljudem v trenutku, ko je potekala in ki v sebi tvorijo spomenik, ki je vedno v postajanju, kot tiste nagrobne gomile, kamni, ki jih vsak nov popotnik prinese po en kamen. Zmaga revolucije imanentna je v novih vezeh, ki jih vpelje med ljudmi, če tudi te vezi ne trajajo dlje od tiste materije, ki je omogočila fuzijo in se bodo hitro umaknile delitvam, izdaji in tako naprej. Zdaj, proti arhivu ne gre za komemoracijo, slavljenjem poraz in zmag, kot tudi ne za uveljavljanje nekega državnega arhiva. Ta se je pri nas od neodvisnosti dalje opisoval v diskurs ali pa v nek spomenik narodni spravi, da se narod pomiri, spravi glede preteklosti in državljanske vojne. Zadržimo se za hip pri vprašanju, kdo bi sploh hotel spravljati fašiste in antifašiste, domobrance, partizane, četnike in partizane v Srbiji. Mislim, da to je nek proces, ki ni samo ekskluziven v Sloveniji, ampak z nekimi detajli se kaže tudi v drugih državah. Zdaj, recimo Frankov spomenik, spomnite, spomenik, ki v bistvu je pokopal fašiste in antifašiste skupaj. In verjetno se obračajo kosti oboj fašistov in antifašistov, noben ne bi hotel biti pokopan skupaj, ker so se borili čisto za drugo Španijo, čisto za drugo Slovenijo. Tukaj eni so se za Tretji rajh in pač Slovenijo znotraj tega Tretjega rajha, drugi pa za Jugoslavijo, za socializem, za drugi svet. Skratka, za drugačen svet, ki se bo zapisal v zgodovino in spomin potlačenih. Spomin tradicija potlačenih, ki jo je oznanjal Walter Benjamin, je v času vzpona nemškega fašizma pravilno opozarjal, da niti mrtvi niso varni pred nevarnostjo oboje brutalnega kapitalizma, fašizma. Dominantna revizionistična zgodovina tradiciji potlačenih namenja pozabo ali pa jo reducira na zgodovino krvavega nasilja.
Medtem ko narodna sprava iz zgodovine spomine izganja moment disenza, antagonizma, tu je na delu utaja tega antagonizma in vse prežame z neko metodologijo prihodnosti in preteklosti skozi prizmo naroda. V tem smislu se narodna sprava zelo približa Karlu Schmittu, Huntingtonu, se pravi nekim neofašističnim branjem sveta in branjenjem nacionalnega sveta. V nasprotju s tem pa Benjamin in tudi ta protiarhiv govori o neki kreaciji vednosti protiarhiva v rokah, glavah in tudi institucijah tistih potlačenih, ki se borijo. Skozi boj se ustvarja spomin potlačenih in obratno, samo spominjanje, prenašanje spominja je borba sama. Tako da ta spomin in borba imata nek zanimiv odnos, ki ga tudi na nekih mestih skušam pojasnjevati. Zdaj, če koga zanima tudi malo več, še o protiarhivu je dosti recimo nedefiniran termin, še vedno imaš, v glavnem je neka dominantna, recimo alternativni arhivi v mnoštvo arhivov, ne več ta nacionalni arhiv, medtem ko v protiarhivu je pa veliko manj napisanega. Tudi tukaj sem sam 2 citata, če koga zanima, si lahko malo preberete, pač govori o neki protihegemonskem boju, po drugi strani pa tudi o neki, da se šele preko kritike naše delo zares začne. Se pravi, da gre tudi za nekaj konstruktivnega, za neko afirmacijo nečesa in to bom skušal zdaj samo še v parih stavkih pojasniti. Spraševal sem se na to, na kakšen način se boja to revolucijo NOB-ja spominjati, namesto da nas neki emancipatorni fragmenti fascinirajo kot enkraten genij nekega pesnika, umetnika ali pa estetizacija nekih partizanskih spomenikov, ki vozi v neko, rečemo temu, fragmentarizacijo, dekontekstualizacijo zgodovine, bi jaz govoril o tem, da saj ta neka knjiga je imela namen defragmentirati te neke emancipatorne šrapnele, ki so pač zdaj raztroseni naokoli, in defragmentiramo neke napol pozabljene, demonizirane preteklosti. To nosi v sebi neko spomin na prihodnost in še enkrat ponavljam, tukaj revolucija ni le stvar nasilja, temveč proces, ko množice stopijo na oder zgodovine, postanejo aktivni politični subjekti emancipacije, je stvar tudi generiranja nečesa novega. Zdaj, hotel sem vam pokazati tudi ene par del iz tega protiarhiva, ki nimajo namena recimo obstati neke statične resnice, ki jih zapakiramo v film, katalog, muzej, tudi to lahko, ampak ne nujno. Te enote protiarhiva žene dinamično srečanje umetnosti in politike. Pri teh delih sem na začetku izhajal iz vprašanja, kjer je bil tisti najmočnejši recimo partizanski lik ali pa partizanska figura, ki je mobilizirala množice, ali takrat, ali kasneje, ali danes. In seveda ena najbolj znanih teh fotografij, ki se je ohranila od takrat, ki je prišla tudi na United Nations, vsi poznate, Stjepan Filipovič z tistim hudim vzklikom smrt fašizmu, svoboda narodu, in trenutek preden umre, postane večno živ v tem vzkliku, v tej gesti upora. In imaš seveda tudi ostale, ki bi rad, tukaj imaš spomenike, eden je uničen, v Valjevu ta še obstaja na vaši desni, Teo Puzevo na Hrvaškem je pa uničen. Potem imaš recimo to, se pravi to neka univerzalna gesta, Didier Berman je analiziral ustaje celega 20. stoletja in izhaja iz neke take antropološke vizualne analize, kjer je govoril, da pač ena od najpomembnejših gest ali pa začetka upora je vzdignjena pest in jo pol analizira skozi celo umetnost 20. stoletja.
ki se potem pridruži z vzklikom, dost je, smrt fašizmu, svoboda narodu, naj živi revolucija, karkoli, in potem množice, ki temu sledijo ali ki to, ne vem, recimo utelešajo in tako naprej. Zdaj te recimo same pesti bi potem lahko videli v različnih teh spomenikih po Jugoslaviji ali pa lahko tudi po svetu, ampak tukaj se ta tipologija dosti dobro razvija. Potem imaš tudi partizanske like žensk, Lepa Radič, partizanka, žena v borbi kot neka maksimalna figura, žena, ki skrbi za partizansko reprodukcijo, za učenje množic, antifašistična organizacija, ki se bori, ki je še mama in vse, tako da v bistvu lik partizanke je lik najbolj v tem smislu popolne borke, popolnega borca, ki je pol kasneje tudi pozabljen ali pa izrinjen v pozabo. Pol imaš zvezdo Tito, seveda Edi Šelhaus, njegove fotografije, ki že zavzemajo nek performance otrok, partizanskih otrok iz partizanske šole in ko še ni bilo seveda štafete mladosti ali pa ko te rituali niso državni rituali, ampak samo neka nora gesta, ki nastane vmes, ko nemški avioni preletavajo seveda te pobočja. No, mene je pa najbolj od vseh teh likov, ali pa nek bolj abstrakten lik, me je prevzel Dore Klemenčičev partizanski škeči iz leta 1943, ko v bistvu na nek zelo minimalističen, včasih so te najbolj minimalne intervencije najbolj efektivne ali pa povejo največ, je kako pride do neke srži, nekega abstraktnega, kaj to je borba. In pride do nekega enačenja med kaj? Med vojaško borbo, potem imaš kitaro, teater, knjiga, zastava. Ok, zvezda pač je nek označevalec, ki združuje te zadeve, ampak zraven imaš pa neko enakopravnost med različnimi političnimi, kulturnimi aktivnostmi. In to je v bistvu neka, rečemo temu, esenca partizanščine, partizanstva in tudi, kar je mene zanimalo v protiarhivu. Potem, da nadaljujem, tam imam analizo, kar je tudi zelo zanimivo, da se v partizanskih pesmih in songih, ki jih je res ogromen, v Jugoslaviji je ostalo skoraj 40 000, o tem lahko Ana več govori, ki je večji ekspert kot jaz, ampak je tudi zanimiva neka multipliciteta himen. Nimaš samo ene himne partizanstva, imaš himno topničarjev, imaš himno tukaj, zdaj imam tukaj Agit teatru, imaš himno ženskam, imaš himno določeni, recimo brigadi, potem imaš partizansko himno, himno Titu, Internacionala. Res nimaš v bistvu nečesa, kar združuje z eno besedo, z eno pesmijo, ki skozi petje nastaja tudi neka skupnost, ampak imaš te multipliciteto, neko mnoštvo himen od samega začetka. In to ponazarja neko resno pluralnost te kulturne in politične domišljije, ki se rojeva takrat. Zdaj to himno Agit teatru si lahko preberete, oziroma jaz preberem jaz. Bom jaz probal. Mi vsi smo tu igralci partizani, naš dom nikjer, a oder naš povsod. Borilcem smo tovariši ob strani, sedaj smo tu, a jutri spet drugod. Besede naše siti, domišljavi gospodi, v loza glave ne vedre. V teatru svetlem ne, temveč v goščavi, junaku, borcu dvigajo srce. Zelena hosta nam je zdaj dvorana, reflektor, meseci sije z neba in več nam je priznanje partizana kot ves aplavz buržujskega sveta. Kadar zvečer v temo se gost odeva in vanj zaveje tajnostni šepet, takrat skozi noč med skalami odmeva besede naš svobodni polet.
In da si vdali se izgublja glas, kot zvezd utrinek z nočnega neba, a vendar tisoči pojo, iz nas smo kot utrip ogromnega srca. Janez Kardelj je brat Edvarda Kardelja, je umrl v roški ofenzivi, je bil eden od ključnih recimo ljudi, ki je v to kulturno agitprop sekcijo vodil, delali so neke skeče, od Mateja Bora zadevo so skušali na vsak način predstavljati in tako. Imel si ogromno nekih sekcij, no on pač umre, ampak tukaj se mi zdi ena taka himna, ki nekako dobro ponazarja to, naš dom nikjer, oder naš povsod, kaj je naš reflektor, kaj so naše zmožnosti pogojev neke partizanske umetnosti, o tem, ki govori tudi Komel dost v svoji knjigi, ne, kaj je to zdaj nek kanon, ne, ali lahko partizansko umetnost za nazaj interpretiramo res kot umetnost, a je bil to bolj agitatorska propagandna aktivnost, ne. Tako da to je ena diskusija in tukaj ne moramo seveda privilegirati ene, recimo partizanske aktivnosti, seveda kot grafične mape obstajajo eni najbolj pomembnih, recimo teh tudi tako mednarodno priznanih estetskih, kako reče, žanrov, izročil, whatever, tukaj imaš partizansko Zdravljico, ne, ki je nastala v 1500 izvodih in lahko rečeš, oni so se bojevali, kje so pa te najdli čas, finance, sredstva, da so tako vintage zadevo, ne, ki bi jo danes vsak hipster hotel imeti, stane 5000 evrov, če pride na trg, ampak v tem smislu to je bila res neka zadeva. Hkrati so pa dali te zadeve pol ljudem, ko so se recimo v borbi najbolj odlikovali, jurišniki, jurišnice, ali pa nekim mednarodnim britanskim, sovjetskim misijam so pol dajali kot neka pomembna protokolarna darila in to. To je ena zadeva. Pol imaš tukaj druge kulturne dejavnosti kot teater, muzika, glasba. Tukaj recimo pri nas Aldo Milohnič je tudi dosti pisal o partizanskem teatru, o muziki, glasbi, Ana, potem pač tudi drugi. Ko sem čital, tukaj se moram pa še na baro, ko čitaš to agit himno teatra, se meni ta filmski trak odvil in sem gledal Brino. Sem zagledal Brino, kako ona pač pleše. In jaz bi dal zdaj skoraj na koncu besedo kar njej, Brini. Zdaj, ne vem, arabsko brigado, verjeten, kar je zanimivo za to, da je med to arabsko brigado tudi ogromno Židov. Ne, v Rabu se zgodi to, da pač po kapitulaciji Italije ogromno pač Slovencev je tam, pa Židov, in na začetku Židi naredijo tudi svoj bataljon. No, pol kasneje pridejo, se vključijo v arabsko brigado in to je tudi nek moment, kjer znotraj te spominskih študij, kjer je Žid predstavljan samo kot neka žrtev ali pa znotraj nekega holokausta, veliko manj se pa iz spomina zgodovine vpeljuje te momente kot Žida, kot aktivnega, kot tistega, ki transformira, ki je komunist, ki je partizan, whatever. To se pa pač opušča, ne. Tako da to je tudi en mogoče prispevek znotraj te neke širše debate. No, tako pravi Brina, ona pa zapleše, ko se formira ta arabska brigada in pravi tako: postala sem plesalka na odru v naravi. Namesto na odrskih deskah plešem naenkrat, kjer si že bodi. Že spet to, kjer si že bodi, kjerkoli. Občutek ravnotežja postane znova problem. Muskulatura je delala drugače, ker si je noga iskala oporo, zdaj v kamnitih, zdaj v mehkih tleh. To je bilo prvo, kar sem opazila. Ta neizmerni naravni prostor daje možnost in zahteva razmah v gibanju. Iz majhnega giba v zaprtem gledališču nastane na odprtem naravnem odru cel pohod.
Konvencionalna, neprepričljiva baletna gracija bi v naravi izpuhtela. Šlo je za plesni izraz, ki je ukoreninjen v tleh, za človekovo udeležbo pri samem zgodovinskem dogajanju njegovega naroda. Za udeležbo v osvobodilnem boju ljudstva, ki ne pozna obupa, ki se zaveda svoje moči in svojega poslanstva. Ples poziva na boj, v boju zmaguje. Razveže se v radost. Zaradi bojevanja, zaradi neprestanih naporov, zaradi moči, zaradi samega zgodovinskega dejanja. V mojem plesu, plesanju, ni bilo nikakega posnemanja, ki bi izhajalo iz formalističnih kretenj. Zavrgla sem skoraj vse, kar sem v letih plesnega šolanja naučila. Iskala sem plesni izraz, izviren, svež, ki izhaja iz človekove življenjske potrebe po gibanju. Našla sem ga v igri z ravnotežjem, v ravnotežju z dinamičnimi, ritmičnimi, prostorninskimi razsežnostmi, v napetosti in sproščanju. Plesni izraz je bil posledica notranje zavzetosti. Da sem našla pravo govorico gibanja, mi je pomagala ljudska in partizanska pesem, saj nikomur nista bili nerazumljivi. Tako da tukaj ima že to tudi partizansko intermedialnost, kako se pač nek ples, pesem, teater, vse to ni v nekem protislovju, to so pač neki kulturni skupi, ko se ljudje zbirajo, zbori in hkrati se treba zavedati, da tudi takratni komunisti, ki so bili dosti aktivni, pa tudi vodilni kadri, nekako niso bili neki neumni ljudje. Mitra Mitrović reče, nas ne bi noben resno imel, če bi mi delali neko propagando, samo bodite komunisti ali pridružite se boju, zato. Ne, ljudje morajo začutiti, da vi resno hočete spreminjati svet, da jih hočete zintrigirati, mobilizirati in tako naprej. Tako da sama umetnost mora to reflektirati, zato mora biti dobra, ne cenena, propagandista. Tako da to je v bistvu nek moment, ki je tudi pomemben moment. Zdaj, pri njenem samem temu plesu je mogoče še zanimiv ta moment od učenja, kako se pravi learning, unlearning, se pravi, da na nekem momentu moraš tudi kaj pozabiti ali pa stopiti korak nazaj, da napreduješ, da transformiraš. To je to. Jaz bi zdaj za sam konc pokazal sam en filmček, ne film, ker nimamo časa, od Želimirja Žilnika, ki ga verjetno vsi poznate, ker že 60 let dela filme v naših prostorih. Veste, da se je rodil v koncentracijskem taborišču, da dela na partizanski način. Je pa zanimivo, da je naredil samo en partizanski film o partizanstvu, ali pa dva, ampak enega v času socializma, ki se imenuje Vstanek v Jasku. A lahko ga jaz kar dam gor? Ja sam kad god pre rata išao u nadnicu sa ovakvom motikom, kopao po 17 sati i 8 dinara na dan. Kad dođem kući, onda ostavim, kod gazde ostavim motiku, uzmem vile, da donesem slame u štalu i da počistim štalu, onda da uzmem sikiru, da nasečem drva dok ne bude večera gotova. Da gleda nemačke avione, kako lete, sa severa na jug Dunavom. Onda otud je udarila kamiona dva sa knezom Lazara i sa Taurunkom. I kod dolezi Ćuprije stali... Kaluđeri su išli po Rajni i pevali mi četnici kaluđera. I onda kad su došli ovdje na Ćupriju, odu su avioni išli i kad su oni vidjeli avione, oni su ostavili kneza Lazara i cara Uroša na Ćupriji, zagrebli po Ćupriji. Došli su dva tenka, jedan je stao ovdje, jedan je malo niže. Pucali su, jedan je izišao vojnik iz tenka, viče trink, trink.
i kaže gdje je predsjednik Jankulović. Ništa. Kada je predsjednik išao i nemački oficir preko svog tolmaka rekao je da predsjednik iznese ključeve i da preda novoizabratom predsjedniku koji se zvao u ono vreme Hellinger. I tada je on primio ključeve i ovi su dalje radili njihov posao, a nama su rekli da od danas imamo da slušamo nemačke vlasti i ko ne bude slušao za najmanju kaznu bit će strogo kažnjen i bit će i streljan. Prvi sastanak partizana bio 27. oktobra, oktobarske revolucije u Grvanice 16. 41. godine. I nosili smo hrane, hleba i vina i rakije i sve. I drug Veljko nam je održao govor i Paunović. i o Resumaču nam je kažemo pokret i da se dižemo protiv Nemaca i da pomažemo ustanak. Ljudi su kad fašizam naiđe morali da bacaju puške u bunar. A posle kad fašizam ode, vadili su puške i opet upotrebljavali. U ovoj rupi je bio sakriven pištolj i kad sam ga ja izvadio, moj otac meni kazao, sine, ne sinulo te sunce. Ovdje sam sakrivao pušku za vreme rata i dao sam u Fruškogorski odred Danku ili Romanu. Prilikom zakletve 1941. godine prisustuje Stanko Paunović Veljko. Pištolj i bomba nastalu. I kaže nama drugovi polažemo partizansku zakletvu. Polažemo zakletvu u ime našeg naroda i otadžbine naše zemlje. Da ćemo se boriti protiv fašizma. Svaka svoje što je naštrikala, donela je i to je onda došao Pera Dimitrijević, on je bio predsjednik sela onda u to vreme s kolima i odno je to sve za Frušku goru. A i kad smo to radili, pevali smo još da mi je i da mogu, da Hitleru slomim nogu, da prošetam Leningradom sa crvenom mojom gardom. Tako je bilo. Dali smo krave, ko je mogao da da kravu, vola, šta bilo za ishranu drugova gore u šumi. Ja sam dao brava. Ja sam dao isto kravu. Dali smo partizanima meso, svinjskog, jagnjeti, ovčejine, svega smo dali. I slanine, i leba, i vune sam dao, i sira. Gotovo. Također ja sam davo jednu junicu 250-300 kila možda bila, jednu sam dao oko 180-200 june i leba i dalje masti i sve. Dao sam slanine, dao sam sira, dao sam rakije za ranjenike, dao sam vina im da pijedu. Ovo je dvorište, ova avlija je bila svako večer puna partizana. Puna, radili su i ova kujna, da zna govoriti, 1000 je naranjeno, 1000 je dočekano i to ovako dočekano. Sa radošću, ljubila sam ih. Dule Matić može da kaže, Koja Surčić može da kaže. Stevica Pušić, ona je poginuo jedan drugi brat mu. Ne znam kako se on zvao. I ima i tu još 1000. A mi smo svi iz svog celog sela svi bežali tako preko Teočina i tako skupili su gudure. Neko s kolima, neko sa žene sa decom i svako je to šta je ko mogao da zgrabi, što nije, eto tako smo se skupili, čutali, čekali dok nismo razumeli da se fašisti vratili i otišli. Fašisti su tražili baze, svuda tražili su, svud po Kuruzovini, po Senu, po svuda tražili su baze, ne bili našli. Selo je blokirano i kad su nas pokupili sve starce i žene i decu i sve su nas oterali gore na livadu i tu su prebrali starije na jednu stranu, mlađe na drugu i ove mlađe bilo nas oko 170. Onda mene su, kad su mene našli, ja sam rad na rudniku, oni su rekli,
kad su vidjeli da sam Nedić, oni su rekli da baš mene trebaju, sigurno. Odabrali su 10 devojaka i to sve šnajderke. Pobirali su i otjerali za logor, jer su smatrali da žiju za partizane. Petokrake zvezde. Kad sam došao tamo, kad su me pozvali da me tuku, onda su me pitali za pušku i za municiju. Rekao, nemam pojma. Kaže, nemaš. Rekao, nemam. Ne znam i ne znam. Kaže, ta značeš ti. Rekao, ne znam. Kaže, ne znam. Kaže, onda leži. I onda sam ja legao tako. I onda mi jedan seo tu na glavu, ovi na leđe, udri. I onda su me tukli i onda je dalje. Dosta. Eto, tako je bilo. A puška je ostala kod kuće i to je baba. Ostalo je kod nje i onda je ona posle dala partizanima. Šta je baba bila s puškom? Dala sam partizanima u Šuljama, u Popovića guvno. U Popovića guvno. Tamo sam oma dala i dete mi u tim poteran. I ja sam onda dala tamo sve. Kad sam iz logora izveden i preveli me preko u kancelarije njene, onda sam ušao unutra. Kaže, slušaj, odi bliže. Ja odem bliže. Slušaj, ovako stoje dva detektiva pored mene. A on je šilt naprijed. Kaže, govori istinu sve. Što da govori? Ne, ja vam rekao šta? Kaže, da ti poznat, kaže, odretaj partizanski. Kako će mene biti poznat kad nisam tamo? A ima da oni oružje, dolaze oni kod vas. Kako doći, otkud njima oružje? Gdje njima je oružje? Aha, kaže, sad ćeš dobiti. A onaj trepno oko na njega, pali su mi 100 batina po ustima i po očima. Kaže, ruke naprijed, udi prvo tu, onda posle prste, pa tu do ovdje. To mi je bilo ovako tečeno. Okrene me unatraške, lezi, udri po butinama. To mi je bilo sve isečeno, krvav sam bio sav. Sruši do me kad nisam znao za sebe i podvuku me pod pumpu, jedno od 30 metara i da dođem sebi. Kad su me dovukli natrag, onaj mi strpao punu šaku soli u usta i kaže, pi mamu ti jeben ruski čaj. Da sednem. Onaj što je naišao, kad me je prvi tuko, onaj drugi kaže, majku mu jebem, pa šta tučete čovjeka kad nije kriv? I kad je on počeo tući, onda je to bilo neobično. Tek onda sam vidio. Posle je me pitao za Damjana Gavrilovića. Onda je on, kada sam mu ja nisam priznao za Damjana Gavrilovića, počeo cokulama da me tuče po butinama ovuda, onako. I posle, kada mu je bilo dosta to, on mi je zavratio glavu i ovako. I tuda me udario pendrekom 2 puta i onda me je zavratio glavu vamo i ošino me bičijom žilom tuda po brvi, onda je krv pišnula, kad je krv pišnula, onda mi je prekinuo tuču. Slama je bila ovako i ovako i ovako, u vidu slovo P. Oni su naterali ljude starije koji su bili 70-80 godina. Naterali unutra i zagradili su ih s jednim vratima i zapalili su ih. Čulo se da se derali ljudi, živi su goreli. U tim je šil stigo i vidite, majku vam srpsku, pobiću vas sve. Mi malko se sklonimo, nismo marili, neka nas pobije. Jedne noći kiša je jaka padala. Ležali su u blatu i vodi, ko je šta imao, taj je meto pred sebe, ko nije imao, taj je drkto. Odnela sam ranu i kada sam podajte Bošku Nedić i oni su uzeli i primili i izručili i vratili mi nazad ceger i tako sam vidjela u sprovodu malo tako manuli rukom i ništa više. Mi smo pokupili se spojevci i došli smo da popalimo fašističko žito, da ne bi fašisti imali da ga koriste, da ga nose za svoje potrebe. Morali smo noći kovača, da odvijemo. I onda smo odgore, tako to i se odao nam. Botak ovdje, odgore puni, eksplozijom. Ali nismo, odveli smo je kod Mije Palića, on je sam žena i tako da smo kod njega je tukali. S eksplozijom i takvom materijalom koji su da se napali.
I mina je odnešena u centralu. Odvezo je Divko Živanovića Tanjina. Kovač je uzdo minu, metodoso boc i meto na leđa, u džaku, onako od bila. Brile je nosio kantić i uputili su centrali. A Brile je onda bacio bombu i viklo, evo ide Rusija. Čula sam kad je puklo i onda sam se uplašila i malo sam čutala unutri. Eksplozija bila strašna, potresla za celo mesto. Čulo se nekoliko rafala iz pištolja. Jaka eksplozija bila i begali su i kuće se rušile. Stane, beži. Beži. Akcija sečenja bandera je zato da neprijatelj ne dobije nikakvu vezu. Bandere smo sekli visoko da je više neprijatelj ne može upotrebiti. Iz ove kuće 1942. godine, 8. augusta, napustio sam kući i otišao u partizane. 1941. godine u ovoj kući bili su prvi ranjenici i ove su i žene ranile, previjale i krile od fašista. Ja sam imao 3 sina, 42. godine dvojica su mi otišli u partizane koji se nisu ni vratili, poginuli su. Treći je otišao 44. i on se vratio kao ratni vojni invalid. Iz ove kuće su poginula 3 njegova brata, jedan u Pećinci, 2 u Rumi, u partizanima Utvić. Oko 70 jazačana je krenulo i očili smo pravo za Bosnu. Većina od nas kada smo se borili, otimali smo oružje našim golim nastitim rukama. Oni koji nisu imali oružje, oni su učestvovali u jurišu, nošenju municije. I sa pavikom ura, ako je više ljudi i više drugova, normalno stvara se panika pred neprijateljem. Oslobodio sam Irik, nisam bio u njemu. Došli smo do Vašarišta, očili smo levo za Rivicu. Oslobodio sam Ilok, 3 put sam išao na njega, nisam bio u njemu, samo okolo njega. Kad smo došli ovde na ovo mesto, takozvano konjsko groblje, gde će se obaviti streljanje narodnog izdajnika, prethodno je pročitala presuda narodne vlasti za čega je osuđen na streljanje. Naša jedinica, 2. Vojvođanska brigada, kada se vraćala sa oslobođenja Beograda, onda smo prešli u Srem, gdje smo oslobađali Putince, Rumu, Sremsku Mitrovicu, gdje nas je narod srdačno dočekivao. Kaćušće su došle odole, juče su dan pucali na Bešanovo. Mike Jelkića od dole vatre snage, malo tanamo. Mi smo vam rado dočekali Ruse, došli su, pucali su, bili smo veseli, raspoloženi. Pevali smo Crvena se armija sa istoka kreće, donosi nam život nov, pun je nove sreće. I eto onda sam uzela košulju i ponela i prvoga onoga Rusa koji je rukovodio s onom Kaćušom, uzela i bacila i vezala mu košulju oko njega, a peškir, ovaj što je došao, to sam uzela i bacila na Kaćuš. Fašisti su oterali bravce, onda nam ostalo poneka kokoš, jabuke i tako nešto, pa smo makar to davali Rusima da ugostimo. Kruške, grožđe donosili, mi smo bacali cveće, igrali oko njih širi kolo. Mi smo pevali i igrali širi kolo, kozaška lolo. Za vreme rata iako se ginulo i jurišano na bunkere, ali ipak mi smo u slobodnom vremenu pevali samo radi podizanja morala narodu. Aj sad. Kad se završio rat, dobili smo kolonizaciju, ovu stoku i zemlju i mašine. Srbi čeki čelični, daju hlebac pšenični. Srbi
Ja sam bio prvi traktorista od 51. godine koji sam terao traktor Ferguson Lance Bulldog, kojega smo zarobili od fašizma. Seljaci su posle ovoga prvog traktora verovali da će biti više traktora i da će biti lakša obrada zemljišta u socijalizmu. Radničko seljačka, v tistem času kontrira partizanskim spektaklom, bitki na Neretvi, Sutjeski in tako naprej, se pravi nekem ustaljenem partizanskem žanru, ki tudi seveda po svoje nadaljuje neko izročilo v popkulturo, jugoslovansko popkulturo tistega časa. Medtem ko pri njemu se zdi vse tako grobo izdelan, ta raw image, kamera se trese, ampak gre za neko zelo zavestno odločitev, ne, da z nekim estetskim, črno neko estetiko recimo kontrira tej dominantni sliki in govori ali pa rekonstruira spomin od spodaj. Prav ne kot nekega herojskega lika partizana, ampak množice, se pravi kmetje, ki so 30 let kasneje, še vedno kmetje sicer, ne, prišlo je do neke emancipacije, do neke tranzicije, ampak oni so bili tista hrbtenica NOB-ja, tisti, ki so podpirali, ki so se žrtvovali na ta in drug način, ne nujno z samim vstopom v partizansko oboroženo formacijo, nekateri tudi, ne, smo videli, ampak nekateri samo, da so bili tam, da so ostajali in dajali podporo. Ne. Tako da to je v bistvu neke zgodbe, ki so mogoče ostale pol neslišne, nevidne in ki so zelo pomembne. Tako da jaz bi na tej točki zaključil, pa hvala za pozornost. Ni še konc, boste mogli še enkrat ploskati na koncu. Zdaj pa kar naprej, mogoče Bara, če ti nadaljuješ. Ok. Najprej, Gal, hvala za to nujno knjigo. Meni se zdijo najboljše tiste knjige, ki na nek način uspejo udejaniti svojo tezo. In mislim, da je tebi to res retelj. Ogromno enih misli imam, točk, ne vem, na kakšen način se bomo lotili, a lahko v par minut. Ja. Torej, no, skratka, ta teza, ki jo izpostavi Traverso, ne, da je spomin na prihodnost, ne, kot recimo neka najpomembnejša marksistična teza, Marksova teza o spominu, nekaj, kar bi lahko rekli, da v bistvu izhaja že iz Hegla, to najdemo pri Kierkegaardu, najdemo to pri Freudu, se pravi, dekonstrukcija ideje, da je spomin nekaj, kar vleče iz preteklosti, nekaj fiksnega, ne, ampak v bistvu samo preteklost proizvaja skozi sedanjost in proizvaja tudi prihodnost. In to se mi zdi, z tega vidika se mi zdi, da tvoja knjiga je že začela proizvajati prihodnost, ne, pač na številnih nivojih. Morda bi najprej izpostavila to, kar tudi ti v uvodu poudarjaš, a ne, se pravi, imamo neka dva, rečemo, hegemonska diskurza, ne, nek recimo zahodni diskurs, ta totalitaristični diskurs, ne, se pravi, ideja, to neko enačenje totalitarizma s fašizmom, a ne, ki je zelo nevarno in ki je v bistvu zelo prisotno na nekem, se pravi, na neki tej mednarodni zahodni sceni. Na drugi strani pa znotraj Slovenije oziroma Jugoslavije, jugoslovanskega prostora, ampak še bolj znotraj Slovenije, se pravi ta ideja sprave,
na eni strani, kjer imamo pa pač neko enačenje, oziroma neko, kako si rekel, pač fašista, pa antifašista, zdaj smo pa vsi v redu, Ta pa v bistvu tudi jugonostalgija, ki mogoče ni toliko nevarna, ampak je pač tudi ena fantazma in zaslepitev, ki v bistvu ne proizvaja prihodnosti. Tako da najprej, mislim, mogoče pa evo, to je vprašanje zate, recimo, in mogoče sam komentar na to, še dve stvari, pač eno je ta, midva z Galom sva imela eno tako posebno izkušnjo in sicer sva, da je bilo to 2018, imela en tak kurs za nemške študente, nemške doktorske študente, večinoma, kjer sva jim v bistvu 10 dni razlagala, da za železno zaveso ni bilo vse enako in da totalitarizem, pač, mislim, da recimo imamo različne stopnje totalitarizma in da totalitarizem in fašizem nista ista stvar, da je tukaj, da ima Jugoslavija zelo specifično zgodovino, zelo specifično situacijo, da je pač tukaj šlo v prvi vrsti za narodno osvobodilni boj in tako naprej. Ampak, jaz sem takrat v bistvu dojela, vsi sem se že prej večkrat, ampak kako je težko v bistvu enemu zahodnjaku to pravzaprav pojasniti, ker midva sva jim teoretsko, z branjem, z primeri, vodila sva jih, moderno galerijo, mladinsko gledališče, pač vse sva jim odprla in še vedno v bistvu, recimo jih pol na nek način ni mogli tega sploh zapopasti. To je, se pravi, iz tega vidika se mi zdi, da je knjiga tudi zelo, zelo pomembna. No, in s tem povezana pa izkušnja, recimo, od Brine. Se pravi, ta tekst, ki ga je Gal prebral, ga jaz znam na pamet, se mi tako vrti v glavi, zaradi tega, ker je to edin zvočni zapis njenega glasu, posnet, to je pač ona govorila tam enkrat konč 60-ih na radiju in smo mi pač to uporabljali v predstavi. In še en zanimiv moment, pač po tej Brini, ki sem jo naredila 2019 v Sloveniji, in pač so bili nekateri zelo navdušeni, recimo, ne vem, Svetlana Makarovič je hotela Brino kar vključiti tudi neke svoje projekte, pa tako naprej. Zanimivo je bilo, koliko je Brina v bistvu dvigala na prahu, več kot kjerkoli druga moja predstava in je dobila blazno enih kritik in blazno je bilo enih, ne vem, neki se je dvignali iz preteklosti na nek ful zanimiv način. No, ampak hotela sem povedati to, da smo pa potem z Lejo Jurišič ta projekt nadgradile ali pa nadaljevale s 3 Avstrijci. Ti Avstrijci imajo neko mašino, neko zvočno, vizualno inštalacijo, ki je blazno zahtevna in blazno progresivna in nora in dobra in pač potuje po celem svetu na teh festivalih svoničnih in ne vem kaj. No, ampak ta mašina ima to, kar proizvaja, čisto abstraktno. Kar so pa mi dve predlagali, je pa, da ustavimo Brinin material noter, da to postane kinestetični spomenik Brini. In potem sem se jaz tam dobila z Jurijem Medenom, ki je pač zdaj tam direktor kinoteke v bistvu, in rekel, da je pa to najverjetno pogumna gesta, da smo mi dve se odločili zdaj to Partizane predstaviti na njihovem najbolj pomembnem festivalu Impulstanc. In rekel, pač, jaz sem zdaj tukaj na Dunaju že par let, Dunaj je strašno levičarsko mesto, na vodjih vseh institucij so praktično Jugoslovani, tudi 1/3 Dunajčev je Jugoslovanov, ampak kljub temu, pač Avstrijci, ki pa pač niso Jugoslovani, ne morajo iti prek tega, oni v svojem nezavednem v bistvu partizane še vedno enačijo z banditi. In to je to. Res. Mislim, se tudi, če pogledaš tiste, pač ko so bili predstavljeni v avstrijski pa nemški javnosti, če pogledaš v bistvu v Celju te prve, ko so leta 41 partizane zajeli, recimo v Celju, so mogli iti
te slike so neverjetne. Se pravi, oni so mogli iti sramotni pohod skozi mesto s takimi napisi, tablami, jaz sem bandit, po nemško. In potem so jih postavili na strelsko pač linijo pred zid in pač postrelili. Tako da, no, pač toliko o teh izkušnjah in je bilo v bistvu, smo proizvedli neko nelagodje, ne? Pač, nelagodje v Avstriji, če govoriš o partizanih, ne? Recimo, to je bilo zanimivo. No, mogoče druga stvar, preveč imam stvari, da bi jih izpostavila, se pravi, druga stvar, ki bi pa sama rekla, je pa to razmerje med umetnostjo, ki prihaja od spodaj, pa umetnostjo, ki prihaja od zgoraj. In to je bilo recimo znotraj narodno-osvobodilnega boja, znotraj tistega časa je bilo to razmerje med agitpropom, pa na drugi strani v bistvu to hiperprodukcijo, mislim, vsi so pravzaprav pisali pesmi, vsi so ustvarjali, ne. Se pravi, pol kasneje v Jugoslaviji je bilo to razmerje med to, recimo, kot si ti rekel, med državnim aparatom, ki je na nek način te teme NOB instrumentaliziral, pa tistimi avtorji, ki pač z tega se niso hoteli iti, kot je recimo Želimir Žilnik, ne, ki pa pač, ampak vse oboje so obstajali, tako kot med NOB-om, tako tudi pol, ne. In me zanima recimo vprašanje zate, kje bi tukaj videl, mislim, kaj se je pol, recimo, če je to dvoje nekaj še obstajalo v tej tranziciji, kaj se je zgodilo v tranziciji, pa kam smo prišli danes, pač v razmerju tega dvojega. Mislim, da je dost za zdaj. Grem še jaz naprej. Gala bo čuva. Lahko, kakor želiš, ti povej. Ok, evo, lahko nadaljujem. Kar v bistvu se bom navezala bolj manj na podobne teme, ker nimamo časa zdaj odpreti vse, kar bi lahko, kar je toliko. V bistvu spet sem z veseljem brala, z navdušenjem, hvala, ker sem brala to knjigo v različnih fazah, tudi ko si jo pripravljal in se res vesela, tudi ko sama zdaj zaključujem svojo knjigo, koliko mi dejansko pomaga razmišljati. Tako da hvala za to knjigo. In mogoče bi nadaljevala kar s tem odnosom umetnost, politika in zdi se mi res pomembno, da knjiga prinaša spet ta pogled na političnost umetnosti in kulture in na ta pomemben pomen, ki jo je kultura v bistvu imela v času NOB-a in posebej za današnji čas, ko vemo, kaj se zgodi s kulturo, ko se komodificira, ko se potem v bistvu ta odnos med politiko in umetnostjo radikalno spremeni, da potem iščemo ene politične alternative v eni angažirani umetnosti, ne moremo pa pogledati prav to, ene nove prakse in v bistvu vsa moja vprašanja bojo mogoče navezana na to eno besedo praksa. V bistvu zelo me zanima, vem, filozofski okvir je, ampak zelo me v bistvu zanima to, kako pogledamo in arhiviranje kot prakso, tudi ti na en način, a ne? Ja. Delaš, mislim, prakticiraš v bistvu arhiviranje. In po eni strani, naprimer, ta odnos med umetnostjo spodaj pa zgoraj. Meni se prav zdi mogoče prav nekaj drugega, da je revolucija socialistična prinesla. Prav to, da ni več tega spodaj zgoraj. V bistvu, da se lahko zelo izobražen, se jaz vem za glasbeno umetnost, ljudi, ki so bili skladatelji, ki so bili zelo znani že v samem boju, v bistvu sodelovali z ljudmi, ki čist nič od tega niso. In so se, de-unlearning. In v bistvu prav v tem strukturni spremembi v smislu, da so lahko ljudje, ki niso imeli dostopa do tovrstnih izobraževanj. Naprimer, ogromno je teh biografij, naprimer, obstaja iz leta 85, to so biografije glasbenikov v NOB-u in je zelo zanimivo, koliko od teh ljudi dejansko potem konča akademijo. Naprimer, in postane dekan glasbene akademije, naprimer v Sarajevu. V tem smislu se mi zdi prav to, da če preveč gledamo iz današnje perspektive, seveda, današnja perspektiva na en način tudi malo liberalno uriva ta bottom-up, top-down.
Zdi se mi, da nimamo več kapacitete malo pogledati to prehodnost v bistvu, ko je ta razredna struktura se radikalno v tem smislu spremeni, da ni več tih jasnih pozicij. In v tem smislu mislim, da nam ta pogled za nazaj to seveda prinese. In mogoče, če bi ti potem še malo dodatno elaboriral na temo, tudi na temo prakse v bistvu, kako si sam izbiral svoje, kako si ti delal ta svoj protiarhiv, kdo so bili avtorji, a so to vedno bili neki bolj izobraženi, a so bili bolj prominentni, a so mogoče bili ne, kako pridemo do tega, kar mogoče ni že nekjer zbrano, kako delamo te naše protiarhive. In seveda zdaj druga zadeva, ki je večna, ki je vedno, je to odnos totalitarizma in ta zahodnega pogleda in na kateri način se mi potem odzivamo na ta, ker jaz vedno mislim, da to ni enosmerna zadeva, da nas nekdo zdaj tukaj zunani, ta zahodni diskurs gleda in mi seveda ogromno je tega potem ne nujno internalizirano, ampak je en odgovor, je vedno ta reakcija na to, ko ste naprimer vidva delali v tem vašem kursu s študenti. In seveda, zdaj me zanima ta tenzija, ki nekako vedno pride tudi v moji raziskavi. Po eni strani se nočemo sprijazniti s tem, da sprejemamo to totalitarno paradigmo, torej ne, po drugi strani pa vedno, ko se obračamo na revolucionarne nekakor te legacy, ta dediščino, nekakor nam ta socializem ne lagodi v socializmu. In res me zanima tvoje mnenje, če mogoče lahko, do katere mere lahko potem na en način tudi sami internaliziramo, do katere mere pa dejansko skozi to revolucionarno, ne pa sistemsko partizanštino, naprimer, peljemo naprej en drug argument proti totalitarianizmu. Upam, da ni preveč zdaj, ampak mislim, da nas vse bolj manj mogoče, mislim, vsaj mene zanima, če lahko odgovoriš. Ja, zelo zanimivi komentarji, vprašanje na nekaj, ne bom mogel verjetno odgovoriti na nekaj že. Mogoče bi se zadržal še ene zadeve pri Bari, ko govoriš o, tam je bilo neko tako prikrito vprašanje glede jugonostalgije, melankolije, nostalgije, se mi zdi, mogoče je dobro reči tudi par besed, tukaj je neka polemika, ko jo ima tudi Rastko Močnik z nekaterimi od nas, oziroma tako to bi bilo zanimivo, to bomo verjetno v prihodnosti se še pogovarjali o tem. Ampak ko da obstaja res neka dilema, ki je čist izključujoča, na eni strani imaš neko kao ceneno nostalgija, na drugi strani pa nek ta pravi partizanski komunistični subjekt, ne? Kar je podobno tej diskusiji od spodaj od zgoraj. V tem smislu, da nimaš neke čistosti. Seveda meni se partizanski prelom se zdi kot čist koncept, v tem smislu je prelom in potem postane, ampak preko te izgradnje tega protiarhiva se postavljajo ta vprašanja, kako transmisije, prenašanja naprej, na kakšen način so pač v 60-ih letih ali pa v začetku 70-ih letih mislili NOB. Recimo odgovarjali že na to neki nacionalistični ideologiji, ki je prihajala takrat, ali pa liberalni. Tako da to imaš v bistvu neke momente nadaljevanja, kako se nekaj uveriš, odgovarja v tistem kontekstu, hkrati je pa na delu nek presežek. To je neka praksa preseženja tistega, kar je obstoječe. Da je obstoječe v drugi svetovni vojni, ampak kar je bila na delu res neka revolucionarna praksa. V tem smislu nekaj, kar je potem se postavljalo kot nek spomenik revolucije, kar so tudi debatirali v raznih komisijah, pa tako naprej, kakšne spomenike postavljati, kaj ne bi bila forma, kako formalizirati prelom. To je neko eminentno vprašanje, ki je filozofsko, ki je politično, ki je umetniško in tako naprej, tako da imaš v bistvu nek tak zelo pomemben spekter ali pa zastavk, ki je tukaj, kako se nadaljuje. In zdaj, za odgovarjanje te kot jugonostalgije, meni se zdi zanimiva tista plat, ki mobilizira neko skupnost,
primer, Mostar, vsi poznate Bogdan Bogdanović, naredi tisto zanimivo nekropolo oziroma to pokopališče in na tisti točki, ko prihaja do vandalizma, do raznih recimo tudi zavrženja tega pokopališča. V Mostarju se zgodi to, da razne skupine mladih, umetnikov, študentov, tako naprej, AKC Abrašević, začnejo sodelovati, začnejo čistiti. Na začetku je to kot neko čiščenje spomenika, ohranjanje spomina, na drugi strani pa grajenje neke nove skupnosti. Za božjo voljo vojna, ki uniči v bistvu vse in vojna, ki je vedno, zdaj v današnjem času ni partizanska vojna. V Ukrajini to ni partizanska vojna ali pa v Iraku, je bila partizanska. V tem smislu imaš čist neko drugo logiko znotraj te vojne, ki govori o nekem presežku, ki ga jaz skušam skozi neka ta dela, oziroma to je nek moj kriterij, da gledam na tista dela, ki mogoče prilamljajo na eni strani z obstoječim kanonom, na drugi strani mogoče ravno na tem, da pride do sodelovanja med, se pravi, avantgardnimi pesniki, pa nekom, ki še zmer brenka neke folklorne melodije iz neke njihove lokalne tradicije in pol nastane nekaj novega. In ta neka zmes, jaz sem to rekel, vernakularna, avantgardistična, pa nekaj takega, to je nekaj, kar je na delu v partizanski umetnosti in politiki. Kako se pol to nekako seveda nadaljuje z drugimi sredstvi v socializmu, jaz bi rekel, da od spodaj, ta neka res umetnost od spodaj, je najbolj zanimivo gledati amaterska združenja, pa res tiste, ki so delali tehniko ljudstvu. Politika je tehnika ljudstvu in imaš v bistvu zelo zanimive eksperimente, od fotografije do filma, recimo Žilnik, Karpo Godina, vsi te, ki niso bili tudi izobraženi v samo filmu. Na začetku so dobili kamero v neki samoupravni kulturni organizaciji, kjer so bili majhni studiji, kjer so posojali kamere. Na ta način postala zelo angažirani in odlični, vrhunski, svetovno znani filmadžija. Potem imaš teater skupin. Medtem ko, če gledaš pa to bolj priznano, to umetniško raven od zgoraj ali kakorkoli, da za silo rečemo, imaš pa nekaj, kar se kaže zdaj kot neka dominantna zgodovina umetnosti, se pravi propaganda proti nekem akademskem modernizmu, tega krleža pa ta govor. Ampak znotraj tega imaš že v bistvu dosti nekih tenzij in raznih prelomov, odlomov, tako naprej. Tudi na tej alternativni strani, ki se zdaj čita kot disidentska, imaš ogromno nestrinjanja. Recimo nekoga, ki dela, kot Žilnik film, pa nekoga, ki posname 3, Petrović, recimo sta zelo, tudi politično zelo različna. Potem imaš nekoga, ki je Pavlović, ki govori pa ali pa dela nek samoupravni realizem, kritični samoupravni realizem v filmu. Tako da to so vse take zanimive zadeve, kjer lahko v bistvu sestavljamo te zgodbe socializma, ki jih ne moramo nikako reducirati na eno fazo, na titoizem, totalitarizem, jugoslovanski totalitarizem, whatever, kar seveda pa ne sme nekako zanikati neke politične kontrole, avtokratskosti, partije, demokratičnega centralizma in tako naprej, tudi nekih zadev, ki so tudi do neke mere uničvala to partizansko dediščino, to, kar je srečanje partizanske politike in umetnosti, hkrati pa delale zelo težko delo, težek posel vsem umetnikom ali političnim aktivistom, kako za Boga narediti novo pozicijo izjavljanja na momentu, ko tisti oblastniki so partizani ali bivši partizani, komunisti, gradijo samoupravni socializem, delajo neuvrščene, se pravi, delajo vse dobro, v tem smislu, formalno gledano, to so good guys. Kako se proti tem good guysom boriš?
Seveda, na komunistični režim, se pravi komunistična kritika socializma. To je v bistvu tisto, kar bi bil nek odgovor, kaj je mogoče odgovor moje knjige v partizanskih prelomih, ampak to tukaj nekako skušam sam skozi nek zbir nekih recimo umetniških del predvsem pokazati. V socializmu so me zanimali spomeniki, ker so spomeniki nekaj najbolj v tem smislu državniškega, najbolj funkcionalnega in kako je možno, da na tem momentu, kjer naj bi bil najbolj reguliran, kjer naj bi bila pač res zvedena na neko funkcijo propagandno, če hočeš, nekega kolektivnega spomina, pride do tacga ogromnega diapazona, mislim, res poznega socialističnega modernizma in tudi nekih momentov že teh protispomenikov, ki so poudarjali na to, da ni zadost, da ti zgradiš en spomenik in ti interpasivno ta spomenik se bo pol namesto tebe spominjal, ampak spomenike, ki bodo multifunkcionalni, katere bodo v socializmu, a veš, nekateri bodo šli na piknik, nekateri bodo šli izobraževalne izlete, nekateri bodo tudi vandalno postopali proti njim. Imaš res neko, tako kot ta Höpken piše, imaš eno zelo neko multiperspektivo, kako je bilo rokovanja spomeniki, spomeniško izročilo eno belo. Če se lahko vrinem, ampak ne vem, zakaj je to toliko čudno. Ja. Mislim, jaz ne razumem to. Včasih mi to ni in zdi se mi, da je to tudi včasih ta zahodni manj pogled, a vi ste res imeli v socializmu tudi, kako je mogoče. Seveda mogoče, mislim, ta sistem je, evo, ko si omenil Miklavža Komela, naprimer, ti diskurzi, če je partizanska umetnost res umetnost ali je politična, so že v 48. leta jaz berem te debate. Mislim, to je zelo refleksivna zadeva in Tanja o tem tudi večkrat, naprimer, piše, ampak evo, konkretno iz te perspektive umetnosti, to sploh ni neka izjema. Mislim, da mi zdaj iz te naše perspektive iščemo nekaj, eno državo, seveda, da gremo v to agitprop, ampak vseeno je to zelo, skozi se dela naprej, skozi so ene kritike. Če res prebereš debate glede tega, je jasno, da se oni že s tem ukvarjajo. To ni nekaj, zdaj ne naknadna pamet, ki jo mi zdaj, mislim, mene je to včasih to čuđenje v bistvu malo, Pa ne vem, a sem vse približno odgovoril, recimo? Si, mislim, to so zdaj debate, ki ob pivu lahko. Ampak tako, prosim. Ne, še Gregor, jaz bom zdaj, sorry. Ne, jaz bi imel eno vprašanje, ker mislim, ful mi je zanimivo, da si glih pokazal to Stajo v Jasku, ker meni je bilo film od Žilnika, pa tudi rekel si, da v bistvu ni en izmed bolj prepoznavnih njegovih filmov, in kar mi je bilo tako najbolj zanimivo je, mislim, ko sem bral ta tekst, in pa si razlagal ta film, čez analizo šel in si predlagal to idejo banalnost dobrega, se mi zdi v bistvu ful taka lepa ideja, kako nekako kot neko sistemsko dobro, pač neki neheroji so v bistvu pomaga, pač ljudje, ki so sam živeli svoje življenje, so se vseeno izkazali, naredili to, kar je bilo treba, tako celo nekako res, kada sistem bil dobro nastavljen, in sem si mislil, pa zakaj bi bil to potlačen, zakaj bi to bil presežek, ki ga je treba iskati, mislim, valjda bi to neka državna ideologija pripoznala, in pač je presenetil, ker si direkt zatem si navedel, pač to bi rad prebral, prav odziv državne socialistične državne ideologije so se odzvali, da film žali revolucijo z angažiranjem skupine klošarjev in potepuhov, ki naj bi predstavljali partizane. In ful zanimivo part, ko si ti rekla, da so pač morali čez Celje ali kje že korakati z napisi banditi. Mislim, zelo nekako zna biti sorodne oznake in mene je presenetila v bistvu ta močna obsodba v bistvu, zakaj, odkot te potepuhi zdaj in zakaj, ne vem, kot da bi bila neka ta drhal, kot da so videli neko sistemsko točko, ki pač je mogoče problematična za njih. Tako da v bistvu, če imaš kaj na to reči, plus v bistvu se mi je zdel en ful tak lep vidik knjige, ampak iz tega vidika, kako dejansko se mi zdi na levici lahko danes v nekem sodobnem diskurzu najdeš neko kritično refleksijo preteklih
preteklih dogajanj znotraj same levice, recimo, ne, kako je tukaj mogoče socializem opustil tisto, za kar se je fajtal, za kar je prišlo NOB, recimo, ne. Tisto, kar so partizani odprli, se je nekako malo obrnili proti temu, ne. In tukaj je zanimivo, kako lahko je neka moč refleksije, kako razprejo to polje, medtem ko pri desnici malo v bistvu jaz pogrešam to, a so možen razpreti svojo lastno zgodovino, ne. Če že govorijo o narodni spravi, a lahko tudi govorijo o izbrisanih, recimo, ne. Mislim, zakaj, pa ne da bi zdaj rekel levica dobra, desnica slaba, mislim, itak, ampak v bistvu me zanima bolj, zakaj je recimo neka ta nemoč pri desnici, da ne more nekaj razpreti svoje lastne zgodovine. To recimo bilo tudi drugi del vprašanja. Cool, ja, super. Tak, glede prvega vprašanja, zakaj potlačeno, pa to v tistem trenutku prihaja že ta spomin na eno bedo nekih bolj mitoloških razsežnosti. Ne, da ima že neko uveljavljeno podobo, Bata Živojinović, naprimer, tudi neko druženje med Titom in vsem, to je neka v bistvu, bi rekel, ne odpoved revolucije, je potrjevanje revolucije, ampak na nek način, ki je v bistvu pasivizira množice. Ne, v tem partizanski dediščini, da mobilizira, ne, da v bistvu, ne pa v bistvu, da samo ploskaš največjim bitkam in ofenzivam in tako naprej. Tako da to je en moment, drugi moment, mogoče tudi zanimiv v tej sami zgodbi, da so te kmetje, oziroma Drhal, kakorkoli se je poimenoval, skupaj z Žilnikom prišli do tega vojvodinskega kulturnega ministra oziroma in so prišli tudi s pištolami svojimi in s partizanskimi, ne, mi smo pa partizani že od leta 41-42 in so v bistvu dosegli, da so vzeli, da so lahko film prikazovali. In potem se film parkrat prikaže, ogromne ovacije, cele vasi ga tam pridejo gledati, tako da je bil res tisti od spodaj partizanski, ne pravi partizanski dogodek. Ampak potem se ga že spet vzame iz distribucije za ne vem koliko let, se pravi nekje sred 80-ih let se v beogradskem centru študentskem pol enkrat pokaže, ampak to je v bistvu noben, vsi so Rani Radovi, ne, najbolj take zanimive, ta mejhen, nekaj kratek film, pa čuden, pa ne vem kaj, ne, na tega so pa vsi pozabili. Mislim pa, da je najboljši partizanski film, ki je bil posnet, ever, ne, v tem smislu. Tako da v bistvu to je mene pri tem Žilniku način, kako on vplete igralce, neigralce, ne, da postanejo ta neka dokufikcija in tudi, če pogledaš cel film, neka stalno pogajanje med temi ljudmi, kaj se je pa res takrat zgodilo. Ne? In to je nekaj, kar partijo zmot v tem smislu. Ti možeš, partija je nezmotljiva. Ne? Prihodnost je komunistična, preteklost je pač naša borba, partizanska, druga, ona tretja, ti piše v zgodovini komunistične partije, Sovjetski zvezi ali pa Jugoslavije. Tako da v bistvu imaš nek moment, ki čita zgodovino progresistično, ne? V tem smislu, da greš od A, B, C in skozi te borbe, kar ima, seveda ima neko logiko od poraza do končne zmage, ne? Ker je tudi hkrati, ne? Pa tukaj saj prvojmo proti arhivu, grem pa pogledati na to, da so momenti, so prelomi, ampak to ne pomeni, da ni narodna sprava naslednji trenutek ali pa rehabilitacija fašizma celo. Ne, tako da to je pač kompleksen protisloven proces, ne, zgodovine in tudi spomina to. Glede te desnice, verjetno nisem najboljši za to odgovoriti, mogoče kakšnega Simonitija, ne vem, koga, če je kakšen desničarski intelektualc, razen Dežmana, ki se s tem ukvarja s partizani, ampak to je štetje kosti, bi pa rekel, da nekak narodna sprava lahko misel izbrisane. Ne? Oni se niso hoteli spraviti, ne? Z slovenskim narodom. In kdor se noče spraviti, lahko gre. To je pač najbolj kratek odgovor, ki bi ga lahko verjetno od desničarja slišal. Ne? Ste imeli čas, ste vedeli, ali pa ste bili neki prikriti Jugoslovani,
kaj se greste. Ne? Narodna sprava je naš odgovor. Ok, mogoče še kakšno vprašanje iz občinstva, Gregor? No, hvala, no, da ste ravno mene izbrali. Mikrofon si že imel v roki. Ja, super, res super predstavitev, super diskusija. Jaz bi se mogoče od tega vprašanja glede Žilnikovega filma, se strinjam, da je fantastičen in je več, ampak se mi zdi, da je tako večplasten in večpomenski, da bi se vrnil nazaj k drugim primerom, ki si jih izpostavil v svoji predstavitvi. Začel si že z, pozabil sem Partizanovo ime, no, ampak s tistim gospodom... Stjepan Filipovič. Ja, njega sem v mislih, ki ima 2 roki vzdignjeni. No. Se mi zdi, da res ta osnovni paradoks je zelo lepo prikazan s tisto fotografijo, za katero veš, da naslednji trenutek je ta človek že mrtev. Potem pa vidiš to gesto teh 2 rok uklesano v te spomenike, ki so ta popolnoma prekaren, popolnoma negotov trenutek, ko ni bilo jasno, kdo bo zmagal. Ko nikakor ni bilo jasno, da bo nacizem poražen, da bo v neki obliki Jugoslavija absolutno ne nacistična in tako naprej. Ta prekarnost, kako čez desetletja postane v bistvu nek spomenik, to se mi zdi, da si zelo lepo prikazal. In podobno zgodbo si ves čas se mi zdi lepo peljal tudi skozi to, kar je Brina povedala o svojem delu, no, in kako so teater kot partizani, kjer ni šlo zgolj za to, da pač so imeli, da so morali delati s tistim, kar so imeli pač na voljo. Če niso imeli reflektorjev, so pač uporabili lun in soj in tako naprej. Ni šlo samo za to. Šlo je v bistvu, to se mi zdi, da si res lepo pokazal, šlo je za to, da je na nek način sam koncept tega, za kar so se borili, koncept same revolucije je nekaj, kar je radikalno prekarnega, kar ima radikalno negotovo prihodnost na nek način. Kjer je prihodnost samo v tem, da se boriš dan, samo v tej obliki sploh obstaja. In se mi zdi, da ne gre zgolj za improvizacijo v smislu pač, glej, nimamo odrskih desk, imamo pač travnik, ne? Ampak da je šlo za improvizacijo res na tej konceptualni ravni, za res nek bežen trenutek, popolnoma prekaren trenutek, v katerem so se pač odločili, da bojo zastavili, ne vem, od svoje rakije in svojega sira, kot v Žilnikovem filmu, do v bistvu svojih življenj, ne, kot vemo. To se mi zdi res lepo in se mi zdi, ne vem, po to komentar ali vprašanje, na začetku sem mislil, da bo vprašanje, zdaj se čedalje bolj nagibam k komentarju. Ampak tisto, kar me je tako na začetku v resnici presenetilo, je kako je ta gesta tega partizana, ne, Filipoviča, na nek negativno, na neko čist drugo gesto spomnila, gesto teh nacistov po nuremberških procesih, med katerimi so mnogi, tik preden so jih obesili, izvedeli svojo gesto in pozdrav vodji. Kako mislite v bistvu razliko med tema dvema gestama? No? In se mi zdi, da, ne vem, mogoče je rešitev res v tem, da ena je bila res prekarna, popolnoma neodločena prihodnost, druga je pa bila na nek način, ne vem, raje bi slišal tvoj odgovor, no? Kot da svojega poskušam improvizirati. Super. Hvala prvo za ta komentar. Ja, si lep povedal še ene par stvari. To se strinjam s tabo, ta prvi del komentarja, tudi, da ni bila samo improvizacija, ampak taka reinvencija, ne, nekih zmožnosti in začetek nekega mišljenja. In s tem tudi neka mogoče razlika med tem, kaj je govorila Hannah Arendt, pa ta banalnost zla, pa recimo kolaboracija, ne, na eni strani, ko se ti moralno odločiš, da boš pragmatično, da bo čakal, da bo preživetvena, ne, neka strategija, ne, si v momentu neke kolaboracije. Ne, ampak v tem smislu tudi imaš ogromen pričevanj znotraj koncentracijskih taborišč, kjer so se ljudje tudi še naprej borili, ker niso samo čakali. Ne.
To je neka zadeva, ki sem mogoče pozabil povedati. Glede tega vprašanja, glede geste, tako kot tisti, ki je nazadnje v Hagu spil tisti strup, pa umrl pač na koncu iz tega inata še. Imaš mogoče nek tak upor ali pa gesto upora, ki se veže na eni strani na neko nacionalno substanco, na fašizem, se pravi, se strinjam s tem, je neka gesta, ki te dela nesmrtnega v čist nekem drugem kanonu, v kanonu države, neke nacionalistične, etnično čiste preteklosti in prihodnosti, na drugi strani pa te prekerne revolucije, ki ni nikoli dokončana. V tem smislu je neka čist druga ideja, na tej ravni ideje, to tudi recimo Žižek, ko kritizira recimo to teorijo totalitarizma, v tem smislu pojasni, da kako na kjer način komunizem se razlikuje temeljno od fašizma in v tem smislu bolj dedič razsvetljenstva kot nacizem. Medtem ko nacizem lahko rečeš pa mešanca obojega in moderne in antimoderne in razsvetljenstva in kapitalizma je odgovor na kapitalistično krizo, medtem ko komunizem hoče pač s komunizmom dokončno odpraviti. Tako da imaš pač neke te momente, ne moreš reči, da Stjepan Filipovič hoče zdaj vse odpraviti, ampak je na neki gesti v momentu, kjer je bilo bolj bi rekel, možno, da bo nacistična Evropa, da bo to ostalo, ta neka nezmožnost. Medtem ko oni pa so zakockali, so postavili fašizem kot projekt, na koncu so zakockali, umrejo, ampak so v bistvu verni tej ideji. V tem smislu bi lahko rekli, z Badioujem je bil to nek dogodek, ne fašizem, ampak nek obskurantistični dogodek. Obskurantistični dogodek. Ja, se pravim, obskurantističen dogodek, v tem smislu nekaj, kar je pač bilo, pač je neka gesta fašizma, v tem smislu narodna sprava veliko bolj neka taka umestna pozicija. Rehabilitacija fašizma ti vsaj pove točno, zakaj se zavzema, kako bere preteklost in prihodnost. Nima nobene druge. Še eno vprašanje. Hoče drugačen svet. Ok, super, to smo. Najprej, samo da se navežem na to zdaj, kar si zadnji povedal, ko si zdaj omenjal Badiouja, ker mislim, da fašizem vseeno pri njemu ne more veljati za dogodek v tem pomenu, kot ga on daje dogodku, kot nekaj, kar sproži neko proceduro resnice. Natanko zaradi dva momenta, ker to je nekaj, kar se velikokrat malo zanemari, ko gre za Badiouja, a to je, da pač dogodek in procedura resnice, ki izhaja potem, ni samo nekaj, kar je novega, nekaj, kar nekaj radikalnega spremeni, prekine in upelje, ampak tudi nekaj, kar velja univerzalno. Torej, to je ta točno moment, ki pri fašizmu zmanjka, ker natanko izhaja iz tega izključevanja. Ampak dobro, to je zdaj samo komentar. Imam še en komentar in mogoče bi te res prosila, če bi se lahko na njega odzval, čeprav verjamem, da verjetno nikomer ne bo to zdaj zanimivo, zato ker bom šla na neko, kako bi rekla, konceptualno primerjavo, ki bo ta koncept protiarhiva ločila od partizanskega. Torej, če pustimo stran partizansko in gremo samo na ta koncept protiarhiva. Me zanima, ali bi se ti zdi zanimivo, recimo, da bi se nekako naredila ta neka primerjava konceptualna med tem konceptom in tem, kar je recimo Foucault počel, ko je pač raziskoval arhive natanko
tistih diskurzov, ki so v tem smislu zanemarjeni, zgaženi, neopaženi, ki pač enostavno so izključeni iz tega nekega official, uradnega arhiva. Ker v tem primeru bi to bilo zanimivo, ker Foucault je potem natanko to naredil, da je moral nekako izgraditi neko metodologijo, nek konceptualni aparat, neko idejo, celo filozofijo, da bi lahko pač to raziskoval. In se mi zdi, da v tvojem primeru, da bi to tudi bilo zelo, zelo zanimivo, na ta način preko te primerjave potem izgraditi cel en kosmos, ene metodologije, ki raziskuje protiarhiv. To in še ena stvar, tudi komentar. Zdaj jaz nisem čisto prepričana, če si mogoče seznanjen s tem projektom, ki ga počne Nonument Group. Oni pač razvijajo koncept nonumenta, nonument. Torej, to je pač nekaj, kar bi mogoče malo ustrezalo temu, kar se govorijo kot protispomenik. Torej, gre za ne-monument. In to so pač vse te, oni raziskujejo vse te spomenike, objekte, javne prostore, infrastrukture, ki so s časoma, torej, najprej so bili zgrajeni kot monumenti, kot nek spomeniki, od dane oblasti, dane ideologije. Potem so s časoma z spremembo ideologije in sisteme so tudi ti spomeniki pač postali pozabljeni oziroma so izgubili svoje funkcije, zanemarjeni. Niso samo izničeni, ampak so tam opuščeni, ker je usoda številnih, recimo spomenikov v času, ki so nastali v času socializma, naprimer. Ker to me je malo spomnilo na tvoje zadnje besede, s katerim si končal svojo predstavitev, ko si šel na Brino, v smislu pač nekaj je treba pozabiti, da bi se lahko nekaj na novega razvilo in tako. Tukaj pa je prav ta neka posebna substanca tega, da nekaj oživi natanko v svoji pozabljenosti, dobi neko hibridno, neko čudno, neko monstruozno obliko. In seveda se vam svima najlepše zahvaljujem za ta dogodek. Hvala, super komentarji. Prvo, ja, saj se strinjam, glede Badiouja. Saj ga imam rad. Tako posebej v tem hramu Badiouizma v slovenskem. Ampak bi pa rekel, da vse nekaj, kar mogoče določeni kritiki nacizma, fašizma podcenjujejo, da je imel pa fašizem zelo neke močne utopične razsežnosti. Sprav, da je znal mobilizirati tudi mase, ne samo z nasiljem, seveda z nasiljem, z vojno in tako naprej, pa hkrati je imel neko substancialno skupnost, karkoli je, ki je bila izključevalna. Ne rečem, da antifašisti imajo tudi neko izključevalnost, izključujem fašiste, izključuješ fašizem. V tem smislu ni zdaj neka čista pure hippie politics, partizani ima neko določeno izključujočno, se pravi, hoče neko dominacijo, tudi na koncu vojno zaključiti in eksploatacijo, zaradi tega pač potlačeni, zatirani, se pridružijo tudi tej revoluciji, transformaciji. Druga stvar, glede protiarhiva Foucaulta, se strinjam, mislim, Foucault na nekem momentu tudi uporablja, sicer ne protiarhiv, on govori o arhivih, kar je v francoščini že veliko, ponavadi l'archiv v ednini, in govori o protispominu. In tam na tisti točki razpreda v tem od zgodovine seksualnosti do teh različnih norosti, to, kar si pač omenila, da skuša neko kritično, ampak ne čisto marksistično metodologijo, ki recimo je zavezana še zmer neki metodologiji države. Če imaš državo in kaj znotraj države, kaj ti izpolzi, če imaš ta drug metodološki pristop, pa neki diskurs. Medtem ko v tem primeru je zanimivo zaradi tega, ker je, recimo, če vzameš revolucijo ali pa NOB, je bil pač en ključen arhivov, državnih arhivov, delati proti arhivu tega je seveda neka zagata, nek izziv. Hkrati je pa to v času tega post-totalitarizma, da rečeš,
ko recimo je revolucija že izgnana, odgnana, celo od Badiouja. V tem smislu vsi, tudi najbolj levi radikalni kritiki, pravijo, da je revolucija pasé. Pravijo, revolucija je zvezana v 20. stoletju, partiji, državi, zdaj je čas za multitude, zdaj je čas za neko vsakodnevno spreminjanje, za zeleno politiko, za majhne spremembe, mikrofiziko, kontraoblasti in tako naprej. Pač jaz ne vidim neke izključevanja med neko revolucijo z nekim transformativnim dogodkom in nekimi širšimi umetniškimi, političnimi in drugimi dogajanji. Pa so lahko nostalgične, pa so lahko drugače afirmativne. Tako da tukaj imaš, se mi zdi, veliko več prostora, pa ko greš v to resnost, kaj se dogaja, kje se dogajajo spremembe. Ampak se mi zdi ta revolucionarni pogled, mogoče zaradi tega tudi pol to poimenujem kot protiarhiv, kot pri izboru te teme. Medtem ko Monument Group poznam, vem, ampak nimam pa, v bistvu bi moglo biti to zadnje poglavje, neko recimo ukvarjanje s preteklostjo skozi neke skupine danes. To bi bila pol že ali druga knjiga ali pa drugo poglavje, ja. Sliši pa zelo dobro, moram malo več prečitati, če se dobiti. Ja, jaz bi v bistvu počasi na tej točki zaključil, razen če je res kakšno nujno vprašanje. Ok, v tem primeru bi se pol zahvalil Atriju ZRC, knjigarni Azil in verjetno se moram zahvaliti še Jaku, ker daje denar in to. Vsem, ki ste prišli, pa predvsem gostem in Gal, tebi za sodelovanje. Hvala.